Evo, po točnem eno leto skoraj sem se zopet obiskal Tranto. Ista situacija kot lani, sidra. Evo, en sprehod po Trantu. Tudi danes je oblačno kot pred enim letom. Edino kar ni toliko vetra bilo. Zdaj grem pa tam eno trgovino, ki jo poznam. Že pogledati, če imajo kakšno potapljaško masko zame. Ker se mi je stara že uničila, ker je bila stara že med 10 in 15 let. Je ti silikon že malo slab. Drugače pa ljudi je pa kar dosti. Zanimivo mesto. Vedno polno turistov. Evo, sem si kupil eno potapljaško masko novo, tako da upam, da bom posnel še kaj ven pod vodo. Končno mi je uspelo zbrati eno, ki mi paše po mojem obrazu. Namreč imam kar malo težave s tem, ker imam bolj ozek obraz in mi potem lepo nastojijo gor in se v Sloveniji tudi kar nekaj teh, ki prodajajo maske, ampak težko je to pravo dobiti. Sem pa eno od Maresa dobil, ki mi lepo prestaja. Dal sem sicer 55 €, ampak če bo naslednjih 10 let zdržala, spet je super. Evo, danes je deževen dan. Jadramo z vetrom v čist petko Italije. Ima nekje 25 navtičnih milj. Peljeva se pa tam slabih 5 vozlov, kar pomeni ne 5 urc. Drugače pa malo dež pada. Zgleda. Jaz sicer si želim, da bi malo bolj padel, da malo spere jadrnico, ki vsa odsoli. Ampak, če pa ne bo, pa tudi to v redu. Evo, to je še ostanek del mojega zajtrka. Zdaj pa plujeva mimo rta, tukaj mimo enega svetilnika, v čist petko Italije. Evo, veter, dež se je malo ukrepal, veter tudi, tudi lepo jadrava z vetrom, super. Evo.
Sem pa ugotovil, da v bistvu tale gumenjak ni tako napačno tle od zadnjega voziti. Je lepo zavetje od njega. Edino pozabil sem pospraviti vrečo od spinakerja, pa ko bo nehalo padati, ga bom posušil, raztegnil. Zdaj pa počasno pridujejo, super, sem zadovoljen z današnjim dnem. Ja, če pa danes čas za preberanje kakšne knjige, trenutno imam v roki tole. Glede na to, da govori o prečkanju čez Atlantik od Jasmina Čavševića. Evo Jasmin, tam to tvoja knjiga. Tako da bom malo prebral še izkušnje drugih. Sicer sem že nekaj prebral enkrat, pa tako naprej, ampak čas, da malo osvežim spomin, pa mogoče še kaj, ki sem spregledal ali pa tazga. Zvem, pa še čas bom minil. Trenutno, kaj bolj pametnega ni za početi. Današnji cilj je dosežen, se pravi petka Italije, čist zadnji rt, zadnji svetilnik. Zdaj pa če bova nadaljevala, bo videla napovedi, pa kako bo kaj z vetrom. Po napovedi, kakor sem včeraj gledal v Otranto, naj bi nehalo pihati, jutri zjutraj spet podobno kot danes. Tako da vse verjetnosti bo tle zasidrala nekje ali pa se vezala. Zjutraj pa naštimam budilko zgodaj, malo 60-70 mil za preplut, odprtem. Glede na današnji veter, pa to, da bi lahko v 12 urah recimo prišla čez, računam, če bi imela tam poprečje med 5 in 6 vozli na uro. Seveda se odvisno od smeri vetra, pa kakšno pot bo obrala, pa koliko hitro bo imela plovbo. Ampak, če bi bili idealni pogoji, se pravi lahko tudi 6-7 vozlov šibova, tako da sva lahko v 12 urah spet obkop. Lep pozdrav iz petke Italije. Evo, sicer je malo slabo vreme, malo kaplja dež, ampak za nas jadravce to ni nič kaj takega. Zdaj pa razmišljam, da bi šel tamle gor do tistega svetilnika peš. Pogledati, kako mora biti po moje lep razgled. Ful ima takih potk tle. Prav fajn hoditi med temi borovčki. Lepo les. Sicer skozi malo dež rsi, ampak nič hudega. Je pa res fajn hoditi. Lepa marina. Medo so vseeno kar zasidrale tam pred marino. Bral sem, recimo, ne vem, da pride za 42 fitov veliko jadrnico, 60 evrov čez noč, ker je drago zame. Tako da bova kar na sidro. Zdaj pa malo peš raziskal, kaj nudi ta kraj. Jutri zjutraj pa potem pol zgodaj. Pičiva naprej. Baje bo tudi dovolj vetra, tako da luštno. Komaj čakam. Ful imajo dobre tele potke. Sicer ne veš, kam prideš, ki jih je polno, ampak je pa luštno za hoditi. Tako mehko. Ja. Evo, tako izgleda pot do svetilnika. Spomenik. Mislim, da bo kar dovolj stopnic do gor. Bi jih štel, pa ne vem, če znam da toliko šteti. Mislim, da se bom malo nahodil po teh stopnicah, ampak glede na mojo prejšnjo službo sem kar vajen stopnic. Tako da se vidimo, ko bom na vrhu. Se bom hitro.
Ja, malo sem že zadihan, ampak gre. Ampak še kar nekaj gor se gre. Pogled je pa že zdaj super lep. Nadaljujem. Ni pa lahko, sem malo po 2 štenge preskakoval in se takoj pozna. Najbolj se tlele usedem, malo pa počinem, ne. Ne, se gre. Ja, sem še 735 stopnic. Človek misli, da je jadranje enostavno. Ni, ne, ja, 2 km pa pol od jadrnice v eno smer. Zdajle naredil. Jaz ful lepo vidim Timija tamle dol na sidru. Ja, tukaj se pa že vidi svetilnik, ne, križ. Ne, ima tukaj še samostan ali neki. Glavno, recimo, da sem na vrhu. Meni je lepo tle, kakšen lep trg. Ne bi si mislil, sred hriba tukaj. Niti ni tako delovalo, da bo, ampak svetilnik tudi visok, lep. Da vidimo, kaj nudi ta razgled. Pa končno tukaj v Italiji en celo pozdravlja, evo ga. Vrhunsko. Zdaj grem pa še v tisti konec pogledati, kaj imajo, ki je tam. Tam zdaj je pa bolj hoteli, pa te zadeve. Če imajo tam kaj posebnega zame. Po moje tale včas kakšna voda dal tekne, saj izgleda tako. En, dva, 3, 4, 5, 6, 7, 17, 18, 19. Veliko. Sem pa našel rožo, oziroma rastlino, ki bi tudi pri meni, po moje, uspevala dobro. Zelo malo nege je potrebno. Pa še huda zna biti, tako da ni za prijemati. Danes pa že navsezgodaj ful dobro napredujeva. Imamo tudi že do 8 voznih hitrosti. Če bo šlo takole naprej cel dan, bova v 9 urah, 8 že čez. Tole pa zgleda kuhanje med jadranjem. Danes bo kar čikolina, glede na to, da se veliko zibamo. Šivava čez 7 vozlo. Upam, da bo do večera takle veter. Malo delajo valovi, pa se guga, ampak so pa hitra. Evo, danes že cel dan letiva.
Imamo povprečno hitrost 6,7 vozla, maksimum 9,3. So pa ujela že dve jadrnice pred sabo. Pa naj se jih kaže še ne par, pa vsi tako imamo hitrost tam 7-8 vozla. Ja, sta dohitela jadrnica pred sabo, pa še ne malo. Evo, medtem so prispeli po celem dnevnem jadranju. 7 vozlov smo imeli povprečje, nekaj čez 9 maksimum. Zdaj pa smo se tle v eno mesto zasidrala, mislim pred luko. Evo. Zdaj pa gremo malo pogledat, kaj imajo kaj tle. Spet vsi izrihtani, ful veliko mesto, ful ljudi, korone ni, tako da gremo. So šla malo na obhod mesta. Ful je toplo, voda ima 27 stopinj. Tako ima ful kar urejena ta mesta. Ne bi si mislil za jug Italije. Pa ful je enih ljudi, pa ful enih mest. Pa vsa so velika ful. Zanimivo. Tale italijanska mesta so pa res velika. Prvi slišim za to mesto, ampak že pol ure hodva. Pa ni konca in ni konca. Iščem eno tehnično trgovino, kjer bi imeli LED lučke, pa je do danes še nisem najdel. To jim pa ne gre. Takšne te supermerkatorje tudi ni. Tako da ne vem, očitno sem na napačnem mestu. Ampak že našel. Sem da dobim internet, da pridem na Google Maps. Stiamo parlando di livello superiore. Tu come mi dimostri che io non sono. Glede na to, da je bilo zdaj 2 dni slabo vreme, se je zdaj stabiliziralo. In tudi vsa napoved za naprej kaže lepo sončno vroče vreme. Temperatura morja ima tam 26,5 do 27,5, kar je super za kopati. Takrat sem pa tukaj v Italiji kar znan, imam ta Peterland, sem zdaj že 2 najdel, tako da po mojem imam tudi zastonj. Sem vprašati, če dajo kaj. Zdaj grem pa nazaj kar proti obali, mi je ljubše, kot po tem centru hoditi. Pa še plaža je lepa, mivka, gumenjak sva dala ven na suho. Trije smo tam na sidru, vezati se pa ne hodil v te luke, ki se mi zdi čisto nesmiselno plačevati. Jaz smo za danes dosti, ker sem že utrujen od celodnevnega jadranja. Da so nekaj kilometrov naredila tale peš, da se pa tlele nekam usedem pa počivam.